Fantasy. Radio Fantasy. V studiu pa pozdravljam gledališkega in filmskega igralca Renata Jenčka. Pozdravljen. En lep pozdrav vsem skupaj. Dobro jutro. Renato, moramo iti kar v bistvu. Mi poslušamo neki kud mesari Elvis reklamo. Kaj to je? To je ena komedijska predstava, ne samo o Elvisu, ampak o oboževalcu Elvisa. To je Oskar Trobec, ki živi blizu Ajdovščine, Vipave, v eni majhni vasici in je celo življenje ljubitelj Elvisa, posvetil mu je življenje, ima majhno spominsko sobico in večkrat potoval v Ameriko in meni je bilo vse skupaj tako fascinantno, da sem v njem naredil predstavo. Ja, zanimivo, ne? Ker Oskar sem pogledal, ne? On je predsednik slovenskega združenja Elvisa. Točno to, sta sicer dva kluba, on je seveda predsednik kluba na Primorskem, oboževalcev in ljubiteljev Elvisa. Moram pa povedati, da to njegovo življenje je vključeno samo kot okvir. Vse, kar se pa dogaja naprej v predstavi, je pa seveda licenca poetika, bi se reklo, se pravi izmišljeno oziroma delno avtobiografsko, delno pa to razmišljanje o tem, kam te strasti lahko pripeljajo, kaj vse naredijo v tvojem življenju. Ne? In recimo v tem našem primeru tega ljubitelja pač življenje tepe na ljubezenskem področju in pride potem na koncu do sicer srečne obrambe svojega prostora, kljub temu, da izgubi z vsako ženo en kos te svoje hiške in na koncu mu ostane mesarija. Zato vse skupaj v povezavi s tem, ker res sem si hotel nekako vizualizirati zadevo, pa sem si jo, pa sem pa hotel še v globlje prideti malo v korenine tega dogajanja. No, zdaj omenila sva tega gorečega privrženca in hotel sem sam na hitro našteti, da on doma je, sam žena menda ga lahko Oskar kliče, pa še za njo je Elvis, ima sina, ki mu je ime Elvis. Vino prideluje, ki se imenuje Elvis? No, tako da res pol tukaj to, kar ti praviš, da si se poglobil vse skupaj noter, zna biti zanimivo. Ja, jaz sem bil na obisku pri njemu in so se pogovorila predvsem o teh obiskih v Memphisu in o njegovem dopisovanju s hčerko Elvisa. In on mi je povedal ta znameniti izrek, da so mu rekli pač v Ameriki, da on ni imitacija Elvisa, ampak reinkarnacija. Zato ti to dodaš noter v reklami. Tako da, ja, nekaj odlomkov sem pač iz teh pogovorov z Oskarjem vključil. Kot sem pa že prej povedal, vse ostalo pa je delno avtobiografsko, delno razmišljanja o teh čustvih, ki nas peljejo skozi življenje, delno je taka kritična nota, vmes družbena, odvisno v katerem trenutku se družba nahaja. In na koncu je seveda en kos ene glasbe tukaj, ne samo Elvisove, ker ne smemo pozabiti, da je to tudi KUD. Mogoče ne vedo vsi poslušalci, da je to kulturno-umetniško društvo. To sem te hotel vprašati, kaj pomeni kratica KUD? Mlajši verjetno ne poznajo. Ja, to je iz našega obdobja, ki smo pač malce starejši, je veliko teh društev pač bilo na umetniškem področju in so bili tako imenovani KUD-i, kulturno-umetniška društva. No, in ker ta naš Elvis iz predstave igra veliko kitare v svoji mesariji, je dobil tudi mlade entuziaste, ki so začeli z njimi igrati kitaro. In ker je našel tržno nišo posedanja v svoji mesariji, pa se ustavlja pri njemu tudi en umetnik, pisatelj,
ki ima rad Čehova recimo, in velikokrat piše pri njemu, usede se v kot in razmišlja o Čehovu in njegovih kratkih zgodbicah, in tako je imel na levi strani kitariste, na desni strani pisatelja in seveda tako je nastalo kulturno-umetniško društvo Mesarija Elvis. Kdaj pa bomo mi to lahko kulturno-umetniško društvo Mesarija Elvis gledali? To pa bo seveda najprej v Celju jutri, 29. novembra, in pa čez en teden, 6. novembra, v Plesnem forumu Celje ob 20. Ok, da menga Elvisa, pol bomo pa ugotavljali, koliko pa zakaj. Rad bi povezal Elvisa z Mesarijo. Evo ura 15 minut do je, 15 do 10, in kot sem malo prej omenil, z nama je gledališki in filmski igralec Renato Jenček. Pozdravljen še enkrat. Še enkrat lep pozdrav. Naš Celjan, ki se je lotil lušne monokomedije Kud Mesarija Elvis. Sam povem, v Plesnem forumu jutri zvečer ob 8 in 6. decembra tudi v Plesnem forumu. Tako je. To je zdaj premierno, letošnja sezona se začenja v Celju. Ja, ta sezona se začenja v Plesnem forumu. Premiera je bila pred koncem lanske sezone v centru mesta, kjer je pa zdaj prostor zaseden, tako da gremo na gostovanja. Naslednja predstava bo pa že v Mariboru, potem 14. Se pravi, cepa. Ja, Koliko predstav recimo na sezono? Meni je to bilo vedno fascinantno, ne? Sezono recimo, koliko predstav naredite? Različnih ali ponovitev? Ne, ponovitev recimo, ene. Je popolnoma odvisno od predstave same, kakršna je gledanost, koliko je komunikativna predstava, kakšen prodajni servis je na razpolago in tako naprej, ne. Za komunikativne komedije recimo je to seveda večja številka, nad 50 recimo, ali pa v par sezonah do 100, mogoče celo več. Ampak zavidljiva številka je že recimo 50 in več, ne. Okay. Renato, ti kot igralec na odru, zdaj si se lotil te, in zadnjič, ko sem gledal neke fotografije, sem rekel, pa zakaj ima mesarski plašč gor, pa tak lep kostum Elvisa od spodaj. Nisem razumel čisto zadeve, potem sem si pa pogledal in zdaj prej sem rekla, da se dotikaš tega Oskarja gorečega oboževalca, pa potem neki fikcije, vse skupaj, zgodba se dogaja tudi nekje v kleti noter, ko Elvis reši Mesarijo, in zdaj me zanima, ta Mesarija, zakaj Mesarija, pa ali je to povezano z Oskarjem, ki je upokojeni mesar. A je kaj povezave? Ja, seveda je, ne. Mislim, da sem že prej rekel, da je seveda osnovni okvir je ta naš ljubi Oskar Trobec, ne. In to je dejansko človek iz mesa in krvi, ki je bil v svojem življenju mesar. Mesar. In jaz sem se lotil te zgodbe ravno zaradi fascinacije nad dejstvom, da se je iz male vasice blizu Ajdovščine pač nekdo tako posvetil temu svojemu hobiju oziroma temu recimo oboževanju pač tega kralja Elvisa, da je temu pač posvetil celo življenje. In kako je ta strast vplivala na njegovo življenje. No, tukaj sem pustil domišljiji prosto pot in sem zapeljal stvari drugam in drugače in povedal to zgodbo na en svoj način z razmišljanji pač o in kulturi na splošno in o teh strasteh do umetnosti, ki sem jih razdelil na glasbene in potem na te avtorske, ne, kjer je zraven tudi ta Dorfe, pisatelj, ki ima rad tegale Čeha, ni Čeh, Rusje, ki se piše Čeh. Ne, Čehov, ja. Koliko vas je na odru potem se skupaj v tej predstavi? V predstavi me spremlja tudi Anže Čater na kitari.
tako da skupaj brenkava, zato ker pokaževa tudi oziroma zapojeva celoten diapazon naše mesarije, ker v njej igrajo tudi mladostniki, ki imajo različne okuse, od narodno-zabavnega do pač pop kulture. Kar preverimo tudi s publiko, če se spominjajo, in povem, da zapojemo razne hite. No, in tukaj me spremlja Anže Čater, tehnično skrbi za predstavo in za luči Denis Kresnik, garderobo in masko pa ima Marjanca Sumrak. Lepa ekipa. Zasedba je. Ja. Številčna v bistvu. Koliko dolgo vas pa, bomo gledali na odru časovno, koliko je dolga predstava? Predstava je zdaj odvisno, koliko je publika razpoložena za prepevanje, ampak v glavnem je traja okrog 1:10. Lepa. Super. Ja. Vse imamo, še kaj takega, kar nismo povedali? Kje pa kupimo karte? Tisto pa moramo povedati. Karte se pa dobi na Entryju ali pa na dan predstave na forumu Celje. Se pravi, pri vhodu je blagajna, prej plačate, pa gledate. Tako in uživate je. In pojete. Je pa res, da je pa tudi omejeno število sedežev, tako da dejte hiter, če še niste kupili karte. Ker ne morete vsi, ker se usud. Renato je rešil, ko je dal še en datum zraven. Če slučajni jutr ne, da bo razprodano, potem je 6.12. in potem naprej. Ampak tudi da se tudi po spletu malo pobrskati na Entryju in rezervirati karto ali kupiti, mislim, in se stvari rešijo. Bomo pa skoraj vse stisnili, mi je pač šef plesnega studija Dušan Rjavec obljubil, da bo poskusil stisniti vse ljudi. Imaš še kak rezervn stol, tako da bo. Če ne bomo pa stali, rekel sem stal na eni nogi, pa še tista ni bila moja. Renato, uspešno sfurite. Ja, najlepša hvala za povabilo, za slišanje in upam, da se vidimo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.